Čas je, da začnem pakirati za kratek izlet. Evo, še preden začneva pot, pa najboljša pica v mestu. Tole večkrat tudi naročiva in je toliko dobra, jam. Bo. Toliko dobra. Gor ima tako grubo mleto sol in to naredi sreča. Pica pa sonce. Glih kar sva prispela v Zagreb, zdaj bo tudi čas, da vam v bistvu povem, zakaj se sploh gre, kaj je tista stvar, ki sem si jo toliko zelo želela in se odločila, da jo sama se uresničim za 30 let. Takole, zdaj še začali, čez nekaj trenutkov, oziroma jutr, pa ne več, čaka me zdajle prvi pregled pri kliniki Svetlost, ker sem se odločila, da si za 30 let prvoščam oziroma odpravim dioptrijo. Dioptrijo na učkah, ki se z leti povečuje in me pač moti, tako da smo že tukaj. Evo, tale stavba za mano je klinika Svetlost. Danes me v bistvu čaka prvi pregled in če bo vse v redu, jutri že operacija, tako da bova midva tudi v bistvu v Zagrebu prespala in itak vas vsem obvestim. Malo sem zdajle nervozna, čeprav jutri bo dan D, ko bodo šle stvari zares, danes ne bo nič hudega, pa seba je tudi jutri ne bo nič hudega, ampak vseeno zame je to ena taka stvar, ki jo ne naredim tako z levo roko, ampak ja, se moram kar malo pripraviti. Tako da, evo, nič, vzamem torbico in gremo na prvi pregled. Zdaj gre za res. Rale je bil tukaj, koliko je zdaj, let pa pol nazaj. Ja. Zdaj je pa še moj čas prišel. Prvi del pregleda je za mano, zdaj so mi dali neke kapljice in se bo ta zenica ful razširila, pa bojo potem naredili še neke preglede oziroma preiskave na zenici. Par ur kasneje je situacija taka. Isto pico so si razdelila in so bila zdaj že toliko lačna, da nismo posneli. Ampak, v glavnem, pregled je končan, vam pokažem svoje zenice. Čisto narasle, zdaj smo pa konc, pregled je bil uspešen, kar pomeni, da imam operacijo jutr 11:40 in ful zanimiv, 11.4. je pa moj rojstni dan. Kako se stvari včasih poklopijo. Tako da so šla zdaj na večerjo, pol morava najti še nek hotel, ker nimava še nič rezerviran. So se včeraj last minute odločila, da bova tukaj kar prespala. Zdaj pa bon apetit. Počala, še zadnji dan. I get so caught up in the mirror, thinking of drowning in his blue eyes. Sva našla hotel Admiral, zdaj sta se čekirala na recepciji in gremo pogledat, kakšna je sobica. Je pa ful zanimivo to, ker ima tudi kazino in ko sva zbirala, v kjer bi šla, sva rekla, kaj pa če bi se mal videla danes zabavala pa Glava pa gambala. še mek me povezal zraven. Ja, ne priporočam sicer gamblanja, tudi mi dva nikoli ne, ampak zakaj ne, za zabavo. Sreda je, mi smo v Zagrebu in sam enkrat se živi. I will put out all of the fire if it gets too dark. I'll be your light. Be your light. Evo nas. Opa, ful se voha klor. Ful se voha klor. Tole je kopalnica. Lepa, ful čista, všeč. En velik ogledalo. In posla. Tlele, ko je šel na WC, se va pa videla. Enkrat v Milano doživel. A res? Vse bo konstati. Pa še razgled, pa na McDonald's. Da te ja zamika sred noči. Dobro jutro. Danes gre pa zares, evo. Midva sem se zbudila, pojedla zajtrk, iskreno povedano nisem celo noč spala. Sama sebe sem prepričevala, Eva, vse bo okej, nič ne bo, ampak psiha ve. Psiha ve. naredi svoje. Tako da zdajle imava tlele iz tegale hotelčka 20 minut. In pa gre za res. I sam centar točkice izvrsno upravo tako cijelo vrijeme. Trepnut, još slobodno, još, trepnut, još. Otvorit, ostati tako mirno,
dolje bradicu, stisnut zube, tako, trepnut, otvorit. I G. Nešto ovdje? K i Z. Pucam. Ćao. Dragi moji, sploh ne vem, ali snima. Ja, vidim, da snima. Mižim, pa solzice mi tečejo, ker je operacija za mano. Oh my god, ker malo mi gre na jok. Sploh ne vem, ali se lahko jokam. Ampak od sreče na jok, zato ker vidim. V bistvu zdaj imam cel čas zaprte oči, pa sončna očala imam gor, ker ne smeš videti in moram čim prej v temo. Malo imam nesrečo, ker je zunaj danes ful svetlo in ful si je sončenk in to ni najbolj priporočljivo, ker moram zdaj čim prej iti v temen prostor, imeti zaprte oči, čim več spat. Ampak operacija je za mano, bom vam kaj več povedala še, kako je potekala, ampak prvi vtis, iskreno, bilo je malenkost hujš, kakor sem pričakovala. Mislim, hujš, ti se to tako sliš. Vsi so mi govorili, sam ne boli, ne boli, ne boli. Res je, da sama operacija ne boli, da samega lasera ne čudaš. Kar je bil v meni najhujši del, je samo to, kad ti razširi oči, se pravi, da kot nek nastavek, da ti očesa ne moreš zapreti in da ti eno zadevo in čez to še eno zadevo, ki ti v bistvu blokira, da ti ne moreš mižikati. In ta del, to mi je to trajalo v pozoru, je ful neprijeten. Kako se mi se vse oči tukaj prav kabelce pada. Tako da je pa ful hiter konc, to je ful dobro. Jaz sem bila čist mehka. Ko me je zdravnica spraševala, mi sem tako odgovarjala, sem kar še petala. Ampak ja, operacija je uspešna, kar se tiče videa. Kakor sem probala malenkost pogledati, vidim še ful megleno, tako da ne moram še nič govoriti o samih rezultatih, kako je, to bom videla. Jutri imam še enkrat pregled, zdaj greva nazaj v Ljubljano, jutri nazaj v Zagreb, pa naj bi bilo že boljšno. Ne smem se pa zdaj mazati, ne smem se nič mencati okrog oči, to ti pač vse razložijo in dajo tako neko papirologijo, da si prebereš. Tako da to je to so res sveži vtisi, še pod vplivom čustev in same operacije, ki je bila hiter konc, hvala Bogu. Tako da, ja, to je to. Oh my god, ne morem verjeti, da vidim. Ljubčka, pa se vam javim ali jutri, ali zvečer, ali pa, ne, po moje, da jutri, ko bova spet v Zagrebu. Zdaj grem pa v temo. Čau, čau! Hejla, dragi moji, evo, danes je drugi dan po operaciji, midva sva zopet v Zagrebu. Včeraj sta šla potem kar domov v Ljubljano, danes pa prišla ponovno sem, ker sem imela prvi pregled in vse je v redu, pravijo, da so očki super, moram samo nositi očala, sploh, če je močna svetloba, kapelce oziroma te umetne solze na približno 1 uro, pa tisti antibiotik moram še na 4 ure kapati 10 dni. In to je to. Pa še enkrat mi je pa res fascinantno, da 10 minut in vidimo se. Definitivno priporočam. Rolete damo gor. What a beautiful day. Pa še tukajle. Mi je kar neroden, ampak glejte, kaj jaz naredim otroš. V glavnem, no vprašak moram kupiti. Tole je moj rojstnodnevni outfit, zelena srajčka in dolge elegantne hlače, ker je danes moj 30. rojstni dan. Moram si dati gor očala, ker moram še čuvati učke in pač kamera ima obviously ekran. V glavnem, drage moje, danes sem stara 30 let. Oh my god, 30 let. Holy f***. V Zagrebu, ko sva, je en tuk dober radio, Extra FM, se reče, same ta hit, balkanske komade vrtijo in zdaj sem našla online v živo in poslušam. Tukaj so baloni, včeraj sem imela en fotoshooting, sem objavila na Instagramu slikco. Me je pa ob polnoči presenetila sestra in prinesla tole verižico, no, mogoče bi pa danes to imela.
V glavnem, drage moje, jaz sem začela YouTube, ko sem bila stara 24 ali 25 in danes sem stara 30 let. Težko verjamem, ker malo sem se bala teh let, ker se mi je zdelo, da bo takrat vse drugače. In hočeš ali nočeš, sem začela razmišljati, a sem res naredila vse, kar sem hotela, a je res dovolj, a sem tam, kjer hočem biti. In pa sem sredi noči vstala, odprla svoj planer, kjer si vsako leto pišem cilje. Ponavadi ta video objavim tudi na YouTube, ampak sva šla midva v bistvu takoj po novem letu na Maldive. In ker se je zgodila ta korona in karantena, so prišla šele februarja in pol, ko sem mogla vse stvari zrihtati, bi imela čas, da objavim ta video šele v sredini februarja in pa se mi malo ni zdelo smiselno, ker tak video pride vedno 1. ali 2. januar, da objavim v sredini februarja. In zato ga ni, ker mi pišete v PVT, če bo. No in sem pa sama pri sebi spisala te cilje. Vsako leto si zadam, kaj hočem doseči in med drugim je bila tudi laserska operacija dioptrije. To je taka, v katero ste bili tudi vi vpleteni. Pa še 17 nekih drugih teh ciljev in sem videla, da sem v bistvu do 11.4., se pravi danes, na dan mojega 30. rojstnega dneva, jih uresničila že 10 in da ni razloga za skrb, za psihiranje, da sem naredila premalo in da si lahko enkrat priznam in sama pri sebi rečem, Eva, truda se, dovolj je, v redu je tako, kaj je, itak se pa vedno trudiš, da nobenemu ne želiš nič slabega in da si vsak dan boljša verzija sebe. Sem se pomirila, zaprla planer in šla nazaj spat. Tako da, danes se zbudila v jutro, polno čestitk, zdaj čakam od Raljeta mamico, pride sem pa Rale, da malo nazdravimo, pa se dobim še z ostalimi, oziroma nimam sploh nekaj splaniran, kaj bi rada, ker je ponedeljek in imam, se mi zdi, 30 let na najbolj neugoden dan. Ampak ok, tako je, skratka, hvala tudi vam za vse čestitke, za vse lepe želje in da ste z mano že toliko časa, da ste dočakali to okroglo, za vsako žensko se mi zdi, da prelomno številko. Oh my god, pridemo zdajle z Raletom do mojega avta, hočeva iti ven in pazi to, cel je prelepljen z listki, 30 let, spredi, zadnji. Oh my god, jaz sem šokirana, lej to. Vi ste zmešani. Takole se znajdem, ko mojega dragega ni doma, si prinesem na A3 stvari iz trgovine, da manj nosim in da si olajšam delo. Drugače pa tole rezultat včerajšnje žrkice, baloni po celem Atriju. Ful smo se imeli fajn. Čeprav sem se 30 tako na nek način bala, je prvi dan po tem velikem dnevu, po mojem rojstnem dnevu, še vedno vse enak in je bil strah malo tak neupravičen. Drugače sem pa danes na laminacijo obrvi, a vidiš, ko so take temnejše pa malo navzgor privzdignjene. Obožujem to tehniko, odkar sem si jo prvič dala, sem se kar odločila, da bom hodila. Zdaj so tudi zelo moderne take obrvi. Tole je moj drugi postopek in obožujem, zato ker ne rabim sama nič senčati in tako lepo nagor stojijo. Učki se tudi celijo, malo so še rdeči, ampak vidim 100%. Malo še imam ta, kako bi rekla, veš kaj eno star gledam, imam malenkost tega, da se mi malo zrcali slika, ampak vidim pa 100%. Tako da, ja, lepi, zanimivi dnevi so bili, zdaj pa zložim tole iz trgovine. Vas zanima, kaj sem kupila. Poglejte drugače to kraljestvo rožic. Prava taka mala roža džungla je pri meni. Tole je šopek, res čudovit šopek od moje sestre. Tole mi je prinesla mamica, tole ena prijateljica, tole moj dragi, tole oči, skratka, sama roza barva. Se vidi, da me dobro poznajo. Drugače pa evo tak hiter, osnovne potrebščine hol, WC papir. Pa sem kupila en prašek, zmanjkalo mi je predvsem za belo perilo pa brisače, banane. Pa sem vzela kozice za delati rižoto ali pa mogoče si bom naredila pad thai. Sem pa vzela tokrat tele ta dražje, tiste ta manjše so malo cenejše, no, me zanima, a bo cena nekako pravičena. Pol papriko za pad thai, olive, kokosov jogurt, ful je dober, por,
S tem sem pa obsedena. To je v bistvu burrata, ko neka taka mozzarella, ki jo dam tako na vrhu gor na testenine in se pač, ko se to stopi, to je nekaj najbolj božanskega na svetu. Pa sem vzela ene kalčke, tudi za pad thai, tole bi mogla biti kumarice, yes. Potem ena vaniljeva aroma, moja skrivna sestavina, ko pečem, ful izboljša vse slaščice, pa ena potička, ker bo le velika noč. Sicer pri meni bo orang pojedina, ker v bistvu na veliko noč imam jaz tudi veliko žurko za 30 let, ampak vsem tako malo, da se bova doma pocrklala. A marate potico? Dajte mi povedati. Meni je potico vedno pripravljala babi, zdaj sicer jo redko peče, bila je slaščičarka in včasih ful pekla torte, potice, piškote in sem od vedno imela ful rada potico. Pehtranove ne tok, ampak orehova mi je pa tako, mislim, kaj še mehka, sveža, topla, nekaj najboljšega, pa rada imam tudi kokosovo. Tele stvari zložim v omare, v hladilnik, pa me čaka pranje tegale pisanega perila. Vmes so tudi ene stvari za novi haul, oziroma čist nove stvari, ki vam ga bom pokazala ta četrtek, tako da hitro skoč na moj Instagram. Tole moram pa čim prej iti obesati, so pa črne stvari, ki sem jih oprala in tlele naštimala, ko prijam domov, ampak se mi je mudil od doma, tako da grem zdaj najprej obesati zgori v pralnico perilo, pa kuhati. Petek, dobrodošel in dobrodošel tudi velikonočni vikend. Danes je torej petek, jaz grem glih frizerju, jutri je dan D, je moja žurka za 30 let in ta čop in ta frizura več ni za nikamor, tako da grem na barvanje oziroma dala si bom spet blond pramenčka, posvetlila, lepo zlikala, uredila in že ko mi čakam. Zdaj sem da tudi pršibili, ene hlače sem skrajšala. To je tako, če si mejhen, moraš vse krajšati, torej skoraj 5 cm, tako da, ja, upsi. Drugač pa, danes imam full busy day, ker pač ponedeljek se ne dela in se vse prestav pol ali na torek ali petek. Jaz sem probala danes čim več stvari zrihtati, tako da sem že neko oblikovana, bila prešivili v frizer, pa moram nekaj slikati, ni da ni. Vzela sem si tamle tudi kar svoj laptop, da bom vmes med frizerjem podelala še stvari na računalniku za služba. In to je to! Frizurca upam, da uspe. In gremo se pobarvati. Tole je pa situacija, ko Eva išče, kaj bo oblekla. Danes imam pa toliko telefonov, oh my god. Ja, en telefon za drugim, ker je danes sobota, 16. april in danes je žurka. Kot vidite, nisem mogla svoje kože, si zdaj delam make-up, ker pač zelo težko, da bi bila čist nenamazana, tako da sem rabila malo glema. V glavnem, grem se zrihtati do konca obleč, pa šibam po torto, pa grem po neke slaščice, pa valjda ne smem zamujati. Bojo mi tudi okrasili prostor, tako da moram ščekirati, da tam vse štima, da so mize ukrašene, pa že začnejo ob 3 prihajati gosti, tako da, ko mi čakam!